Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, soboške fazanerije, prizorišča zadnje tekme 13. kroga državnega prvenstva Lige Telemach. Mura in Kalcer Radomlje se bosta pomerila. Tio Cipot je bil tam v skoku, niso prav dobro Radomljani odbili te žoge. Daku ima zdaj priložnost, Daku strelja, Mura vodi. Tretja minuta srečanja, kdo drug kot Mirlin Daku s svojim 9. zadetkom v tem prvenstvu še učvrstil prvo mesto na položaju najboljšega strelca lige in takoj veselje na fazaneriji. Enostavno so bili preveč mlačni tule v izbijanju. Ni tudi Litovca, Šipusa, Pavorka, Morisa in Obradoviča. No, priložnost za Muro, ki vodi s 2-0, strelec pa je Tio Cipot. Še v 9. minuti tekme Mura vodi s 2-0. Kakšen začetek Murašov, veselje seveda Black Ringosev in ostalih navijačev Mure. Tole vidite, da je Tio Cipot dosegal svoj drugi gol, nedavno je bil strelec še v Domžalah, takrat so Muraši osvojili točko. Prežijo zgolj na proti napade v teh trenutkih. Ševel. Dobro strel z razdalje je bil to. Zlahka izpadel Sokler ob preigravanju Balažica. Pol proti napad Murašev. Kos še eno podobno podajo kot v 9. minuti, ko je izkoristil Tio Cipot, tokrat je šla žoga proti Marušku. Klepot strelja! Dober poizkus je bil to. Matic Maruško, zato mu je Halilović pokazal rumeni karton. Tole je priložnost za Soklerja, ki pa je z ugodnega položaja zadel zgolj prečko. Ostaja 2-0, še nevarno. Nov zaključek Radomljanov. Mislim, da ponovno Sokler na fazaneriji, tu je malce popravil gažo, kot temu pravijo. Tole je še ena priložnost Maruško. Ali je šlo za igro z roko? 11 metrovka, tako je. Beganović je bil tisti, ki je ustrelil. Halilović je bil blizu, si vzel trenutek 2 za razmislek, pokazal na belo piko, zdaj še rumeni karton za Vrhovca. Gleda tudi Denis Halilović, ki bi zagotovo, glede na to, da je dosodil 11 metrovko, zdaj je rad ostal pri tej odločitvi, ampak verjamem, da po tem posnetku tudi sam ima določene dvome. Ni lahko prekiniti oziroma spremeniti svoje odločitve, ampak mislim, da bo to Denis Halilović storil ali pač, poglejmo. Že 3-krat zatresel mrežo, kako vse v drugi ligi. Poglejmo zdaj Klepača v tem dvoboju. Klepač, ki je dober v preigravanju. Tule je lepo našel svojega soigralca. Pakovski ima priložnost in obramba Emila Veliča. V sezoni je dosegel gol v prvem krogu, ko so Radomljani slavili v Ljudskem vrtu. Radomljani imajo 2 zmagi, obakrat so slavili v gosteh. Tole je zdaj priložnost za Muro. Tio Cipot proti Dakuju. Daku gre proti kazenskemu prostoru. Daku ima priložnost, preigrava Daku. Daku strelja, 3-0 za Muro. Enostavno je vzel zadeve v svoje noge, odločno zaključil akcijo in bojim se za Radomljane, da je zaključil tudi tekmo, kar se tiče deljenja točk, kajti Mura ima zdaj 3 gole prednosti in je na dobri poti, da osvoji tudi vse 3 točke. Pravzaprav bi bil, glede na videno, že pravi čudež, če bi se tule gostje uspeli vrniti. Ivana Čalušića še kako pogreša, ravno na prvi tekmi v tej sezoni proti Muri se je poškodil. Tole nova priložnost, ki pa je ostala neizkoriščena. Mislim, da Beganović z neposredne bližine. Damir Čontala, čestitke najprej za zmago. Prvič v tej sezoni ste povezali 3-1 proti Celju, zdaj 3-0 proti Radomljam. Rezultat sicer govori eno, samo dogajanje na igrišču je bilo verjetno precej težje, tudi ob robu igrišča, kot kaže torej ta končni izid.
Ja bi se kar strinjal. Zmaga je lepa, oziroma izgleda lepo, tudi zadetka nismo prejeli, ampak nisem zadovoljen z odzivom, ko smo dosegli drugi zadetek, torej od tiste 9. minute se mi zdi naprej, tam do 35. minute smo 20-25 minut imeli slabega obdobja, preveč pasivnega, nekaj podobnega kot proti Celju, ko smo dosegli zadetek za 2-1, torej bili smo premalo agresivni, preveč smo se povlekli nazaj. In s tem delom nikakor ne moramo biti zadovoljni. Potem v nadaljevanju zopet se je nekoliko dvignilo, predvsem zaključek prvega polčasa in pa v drugem polčasu smo vseeno prikazali dosti več agresivnosti kot v tem delu prvega polčasa in lažje kontrolirali tekmo. Ja, ste pa lahko zagotovo zadovoljni s tem začetkom, ki je verjetno v veliki meri potem nakazal, kam bo šla ta tekma. Sigurno, mislim, da zdaj že kar nekaj tekem, kjer smo odlično vstopili, kjer smo si ustvarjali priložnosti v začetku tekem, še lepše kot danes, pa jih nismo realizirali, pa so se potem stvari zapletle oziroma obrnile v prid nasprotnika. Danes smo obe prvi realizirali, predvsem drugi zadetek je bila akcija, s katero smo lahko zadovoljni, kar smo tudi iskali in kar smo vedeli, da se da pri Radomljah izkoristiti. In vsekakor je potem po teh dveh zadetkih bilo lažje, ampak vseeno smo se nekoliko preveč sprostili. Koliko lažje bo zdaj tudi v Sežani, čeprav vem tudi, da vas med tednom čakajo že Gančani, tudi to me zanima, za kakšno tekmo bo tu šlo, boste verjetno se poslužili tudi malce rotacije. Sigurno nekatere rotacije bodo, nočem še razmišljati o Sežani, vseeno je prvo tu pokalna tekma. Moramo se maksimalno osredotočiti na njo, šele potem bomo razmišljali o Sežani. Dermin, vem, da zagotovo ni lahko razpredati o tekmi, ki jo na koncu izgubiš 3-0, ampak ko je razmerje v strelih izenačeno, recimo tudi v kotih izenačeno, ko imaš višjo posest na tekmi, pa izgubiš 3-0, kaj reči v bistvu na koncu? Teško bilo što reći. Ne volim one floskule, sad pričam, izgubiš 3-0 i bili smo dobri. Reću da nismo bili dovoljno dobri da bi odnijeli neku piku odavde i zmanjka nam ta određena mirnoća i kvaliteta u zadnjoj trećini. Napravimo mi to sve nešto do zadnje trećine, kvalitet, posjed lopte, tranzicije, ubačaje, ali taj zadnji pas, taj zadnji šut, to nam malo manjka i kako dalje, treba što više raditi, što manje pričati i momci su svjesni toga da imamo neku kvalitetu, da imamo neku igru, ali treba davati golove, za golove se igra i ja bi čestitao Muri na zasluženoj pobjedi, svojoj ekipi glavu dalje, idemo dalje. Zašto smo tu gdje jesmo? Pa valjda zbog takvih utakmica, gdje si tu u statistici pa izgubiš 3-0. Zato se boriš za opstanak, a ne boriš se za vrh i probat ćemo naći neke mehanizme kako doći do golova. Jasno, to je verjetno zdaj vaše največje vprašanje, ni Guzine, ni Mrkonjića, ni Šarića, ki so to v pretekli sezoni reševali. Kako zdaj pravzaprav, jasno, prestopni rok še niti ni tako blizu, treba je nadaljevati s temi fanti, ki so tu, realizacija pa očitno šepa. Pa šepa, ja sam na početku sezone rekao da imamo kvalitet ekipe, ali kad izgubiš 3 igrača koji su dali preko 25 golova, onda izgubiš faktički sve. I ovim novim igračima treba vremena. Nije da mi nemamo gol igrača, nego jednostavno možda da još više šansi stvaramo, da još neku dinamičnu igru napravimo gdje ćemo poentirati. Ja mislim da se mora nekad i otvoriti. Tu smo gdje jesmo, ali protiv ekipa realno s kojima se možemo boriti, pa na tim utakmicama treba da zmagaš pa da napraviš neki iskorak na tabeli. Ali evo, ko što sam i dosta stalno preuzmao odgovornost na sebe, i sada ću preuzeti odgovornost na sebe, punu odgovornost i idemo dalje raditi, ne smiješ glavu pognuti dole. Ono što je dobro je kad pogledaš tabelu, opet nisi ni zadnji ni predzadnji, nego si 8. jedan mali klubčić i treba da se razvijamo sa nekim igračima ti koji imamo. Ja sam zadovoljan sa ekipom koju imam, vjerujem momke koje imam i idemo mi dalje u svoj poti. No in že v naslednjih dneh vas čakata dve znova trdi tekmi, že med tednom Bravo, če se bodo eni klubi lahko po večini malce sprostili med tednom na teh pokalnih tekmah, pri vas zagotovo temu ne bo tako, potem pa še Koper doma v državnem prvenstvu. Izuzetno teška utakmica, s obzirom da je Bravo igrao, ne znam, 2 dana prije mi više odmora, nas očekuje ta utakmica već za 3 dana, tako da će biti izuzetno teško. I Koper s kojim imamo non stop problema u igri, koji jako teško dolazimo sa njima u neki fajt jer imaju taj kvalitet, ali vidite,
u najtežim trenucima možda se obrne i na drugu stranu. Tako da bi ja to gledao pozitivno i kad izgubiš 3:0 jedva čekaš novu utakmicu. I ona je u srijedu i hvala Bogu da je u srijedu da se pokušamo iskupiti našim navijačima i da budemo pravi, da zmagamo, pa možda ode nekako u drugom smjeru to sve. Tijo Cipot, čestitke za zmago, danes gol in asistenca, vse bolje vam gre tudi v napadu. Prvič ste v tej sezoni povezali tudi 2 zmagi, verjetno zdaj tudi zadovoljstvo v slačilnici popolna. Ja, seveda, prvič v tej sezoni smo povezali dve zmagi. To je perfektno, kot sem že večkrat omenil v intervjuju, bo tudi prišel naš čas, ko se bomo dvignili, tako da mislim, da je ta čas tu in to samo moramo držati iz tekme v tekmo. Tako da super. Tijo, koliko lažje je bilo nadaljevati, potem ko ste res že na samem začetku zabili 2 gola v tretji, Daku pa v 9. Vi, koliko lažje je bilo potem kasneje držati to prednost? To na ven zgleda veliko lažje, kot pa dejansko je, saj vsi vemo, da v nogometu 2:0 je najbolj taki zahrbten rezultat, bom dejal, saj tekmec da en gol in je zraven, ampak seveda mi smo z mirnimi glavami in dobro predstavno igrišče obdržali 2:0, zadeli tretji gol, ki je pa bil odločilen. Zdaj vemo, v naslednjem krogu gostujete v Sežani, ampak predtem še pokalni obračun v Gančanih. Kakšna tekma bo to? Ja, kot pravim, vsaka tekma je za sebe, tudi to tekmo moramo vzeti 100% brez podcenjevanja in igrati na polno. Tin Hrvoj, 3:0 za Muro, poraz v Murski Soboti. Kaj reče o tekmi, na kateri ste imeli na koncu isto število strelov, pa enako število kotov in celo žogo več v svoji posesti, pa nikakor niste znali zabiti, na nasprotni strani so Muraši to uspevali. Veš, če je vaša ocena tega dvoboja? Pa da, mislim da je jednostavno početak utakmice presudio sve, dosta smo loše krenuli, gubili odmah 2:0, jako se teško vratiti poslije takvog zaostatka, makar mislim da drugo poluvrijeme da smo dobro krenuli, sami ste rekli, statistika pokazuje to, ali jednostavno nije bilo sreće, morali smo ići svi prema naprijed, Mura je to iskoristila s 3. golom i jednostavno priključila utakmicu kraju i zaslužena pobjeda Mure. Zdaj vas na hitro čaka še pokalna tekma z Bravom, pa v naslednjem krogu Koper doma, kratka napoved. Pa da, to je pozitivna stvar da evo poslije ovakve igre i poraza odmah nam dolazi druga utakmica, odmah prilika za novo dokazivanje i idemo dalje.